Zdaj, da ne dogovezim tukaj, oziroma kaj je zdaj tisti pristop, s katerim je treba se v tej fazi lotevati stvari. Eno stvar je Maja prej zelo lepo izpostavila in to je tista filozofska drža, da my baby is ugly. To verjetno poznate, pa bom še vseeno povedal. Se pravi, to je tista stvar, kad se ti rodi prvi otrok, pa ga gledaš, pa sta mama pa oče čisto zaljubljena v njega, kako je to najlepši otrok na svetu. In včasih mame prav malo militantne ratajo, pa bi koga tudi udarile, če reče, da ta otrok v resnici ni najlepši na svetu. In pa kad čez 3 leta gledaš fotke nazaj, pa rečeš, pa dobro, se zdaj je ful luškan ta otrok, ampak kad dojenček je bila pa punčka malo preveč fotru podobna, da bi bila zares lušna, ampak takrat si zamegljen, si zaljubljen in to je prav. Tako narava naredi. Nažalost, ali pa na srečo, ta proces velja tudi za podjetništvo. Podjetniki zelo pogosto se močno zaljubijo v svoje ideje, postanejo do njih posesivni, ne želijo nikomur povedati, kaj njihova ideja pravzaprav je, ker se bojijo, da mu bo nekdo ukradel, ker je ta ideja pa toliko krasna. Poznate zgodbe? Inovatorji, tipična primer. Jaz sem se pogovarjal že 1 uro s človekom, pa mi ni hotel povedati, kaj njegova strašna ideja je. Na koncu je bilo pa nekaj precej brezvezenega. Pa to se zelo velikokrat zgodi. Tako da prva drža, ki jo je treba prevzeti, je, da to, kar jaz mislim, da drži, ni nujno, da drži. Ali pa praviloma ne drži. Zelo nevarna drža je, da če sem jaz ful stručko za eno panogo, da sem zelo dober v nečem, pa razvijam tisto, kar bi jaz potreboval, da ima to velik potencial na trgu. Velikokrat je tako, ker poznam stvar zelo dobro, je pa zelo nevaren. Zelo nevaren je, kadar pa jaz radam zaljubljen v svojo idejo, ali pa sem toliko vpet v neko stvar, da ne znam pogledati mačken ven iz nje. Na to zelo velikokrat naletimo, in tukaj je ključna vloga, je, da človeku skomuniciraš, da on ne razvija svojih produktov za sebe, ampak jih razvija za kupce in da se mogoče drži predpostavka, da so kupci enaki kot je on, ampak praviloma ne. In tukaj pride v špil, kakorkoli te metode že rečete, ampak greste v eno ciklično zgodbo, kjer izhajate iz tega, da stvar, ki jo imam jaz, da so moje predpostavke samo predpostavke in predpostavke moram čim hitreje testirati, validirati na trgu. Zdaj, temu pristopu se fancy reče like design thinking ali pa dizajnerski pristop, kakorkoli temu rečete. Design thinking je meni všeč, ki ful lepo loči med 3, zdaj sem ga poenostavil, med 3 najpomembnejšimi fazami. In prva faza je faza razumevanja, druga faza je faza prototipiranja, se pravi tisto, ko jaz neko rešitev naredim, in tretja je faza testiranja, ki ni pa nič drugega kot pridobivanje novega razumevanja. Razumemo? In tukaj je ena stvar zelo nevarna. Mi nismo vzgojeni v to, da fazo razumevanja delamo ločeno od faze reševanja problema. Če vam jaz zdaj rečem, da imam jaz nek problem, ne boste vi instantno začeli servirati rešitve. Poznate to, ne? Se to isto velja v mentorskem odnosu. Kaj je treba najprej zelo dolgo časa? Biti tih pa poslušati. Ker če v človeku probu rešiti nekaj, pa ne razumeš, kaj pravzaprav njegov problem je, ali pa kakva je njegova realnost, bo šla zadeva zelo narobe. In podobna stvar, ki velja v poslovnem pristopu, gre za isto stvar. Ko se ti nečesa lotiš, ali zares razumeš, kam pravzaprav greš. In odgovore za to imajo kupci, in zato je tista, da boste, jaz ne bom zdaj na dolgo o tem razlagal, ampak metode poglobljenih intervjujev, participacije, opazovanja, poglobljenega razumevanja, tiskaj Maja prej na hitrico rekla, ankete niso v redu, moraš dejansko dojeti, kaj se tam dogaja. Tehnika tega, da se znaš spustiti od tega, kar ti verjameš, v to, kar kupci hočejo, k temu je treba ljudi spodbujati. In jih spodbujati, da s čim manjšimi iteracijami pridejo do tega, da dejansko razvijajo produkt, ki je nekomu koristen. Ta stvar, da se tole naučiš dobro profesionalno delati, to traja, pa ne zaradi tega, ker je bila stvar zapletena v metodološkem smislu, ampak zaradi tega, ker moraš sebe ful natrenirati, da ne počneš tega. Jaz vem, sem se s tem začel leta 2000,
7 ukvarjati, pa se še kar učimo, kako to pravzaprav najboljš narediti. Pa kar naprej se moraš po prstih točiti, da ne predpostavljaš nekaj, kar v resnici ne drži. Podjetniki, jasno, s komerkoli greš, toliko večkrat. Ne vem, jaz sem imel eno ekipo, ki so bile 3 punce, ki so zelo pač delale so en lep produkt, nobena ni bila pa prodajalka. Veste, one so vsak teden mi prinesle nov produkt iz kolekcije pokazati. Ampak ankoli pa ga niso šle komorkoli prodati ali pa pokazati ali pa kukorkoli. Pa vedno so imeli ideje, kaj vse bi lahko še v kolekciji naredile. Nobena ideja pa o tem, kaj kupci pravzaprav hočejo, pa kako moraš v resnici z njimi delati. Se pravi, tukaj, kar je treba v tej fazi dejansko početi, pa zato si lahko preberete, imate literature, pa knjig, pa to naprej, pa to itak vi že poznate, ampak dejansko je ključno to, da se ves čas učiš in razvijaš produkt, ki ga kupci hočejo. In to počneš pa tako, da kupca razumeš, pri njemu testiraš, dobiš feedback, popraviš in to ponavljaš čim hitreje in čim ceneje. Okay? Jaz se ful bojim podjetij, ki dobijo za fazo razvoja produkta veliko denarja. Okay? Zakaj? Ker pol si vzamejo svoj čas. Ja? Če pa nimaš nič spalačen, pa moraš to početi relativno pogosto in hitro. In ključen dogodek, ki se zgodi v tej osnovni fazi razvoja neke rešitve ali pa nekega produkta je, ko je nekomu to toliko všeč, da je pripravljen svoj produkt zamenjati za denar. Poznate zgodbo, ne? Pride do nekdo vam kaže produkt, meni se je to ful velikrat zgodilo. In meni je bilo ful všeč in sem rekel, le jaz zdajle vam to kupam. Pa so mi oni, ne, veš, ne še zdajle, ker še ni dokončan, brez veze je, dej, bom jaz to, bom nekaj popravil, pa ti bom naslednjič prinesel. In zelo velikrat ti ne prinese nikoli. Okay? In klej je mentorjeva vloga. Ne? To je posebej, kadar je v tele ekipi, ki sem jo prej kazal, dominanten tisti, ki je one that can make it, ne? Se pravi razvojnik, je ta glava. Ne? On bi še kar razvil naprej. Sem to je treba ustaviti v eni točki in to je v tisti točki, ko ljudje rečejo, to je dovolj. Okay. Se pravi, tole, kar imate zdaj prikazan na zelo preprost način, je v resnici proces razvoja minimum viable producta oziroma iščemo nekaj, kar se da v resnici prodati. Za čim manj denarja narediti, čim hitreje prodati in potem se na novo naučiti in vrteti nazaj. Okay. In še enkrat opozarjam, kar rečeš, da za tole nima dovolj denarja, recimo, ne, je ful navaren. Je odvisno od panoge do panoge, sam ponavadi ki daš denar, bo samo to delal del časa. Ne, imate cel kup, tudi v Sloveniji, nažalost, junaških startupov, ki so ful denarja nabrali, pa nikoli nič, ki je zelo sproducirali. Pol na koncu, ko so pa skurili 5 milijonov, so pa rekli, ojej, product market fit ni delal. Ja, le zakaj? Mislim, ker smo imeli 40 ljudi, ki so živeli na lepi plači z namenom, da bojo naslednjič spet to počeli. Tako da jaz tukaj podjetnike spodbujam, da so maksimalno škrti, maksimalno učinkoviti, maksimalno hitro delajo tele cikle, ker v resnici v končni fazi je ta sposobnost hitrega testiranja na trgu tisto, kar razlikuje majhnega podjetnika od neke velike firme. Zato, ker postopki, ki tam trajajo, da nekaj sprobaš, ali pa kultura, ki tam dovoljuje, ali pa ne, da nekaj sprobaš, je tam zelo, zelo dolga, medtem ko podjetnik lahko te stvari počne izjemno hitro in učinkovito. Tako da, kaj dela mentor, če mene vprašate v tej fazi, ko iščemo, se pravi, to je do prve prodaje, sam spodbuja in uničuje izgovore, zakaj še ne morajo probati nečesa na trgu. Verjetno to poznate, te izgovore, kakšni so, ne? Ja, pa tole še nismo, pa unga še nismo, pa klele so težave, pa tam so težave. Vse skupaj je ponavadi razlog, da si še ne upamo iz takega ali drugačnega razloga. Ne? Jaz nam nikoli pozabil kolega, ki so imeli ene punce, vse blažje tukaj, ampak ene punce so bile, ki so hotele neki na sejmu v Komendi delati, ene študentke. Ja, pa so rekli, joj, pa jaz ne vem, a ta sejem na Komendi, a bi oni nam to pustili ali ne, ali kakorkoli. Pa on dvigne telefon, poišče takole malo po internetu, kliče, unga, dober dan, ne, sejem Komenda, pa jih vpraša, a bi tole šlo tam, pa on pravi, ja, bi šlo, ne. Pa odloži telefon, pa mi pove, no bo šlo, ne. Pa oni pol začnejo, ja, sam pa ne vemo, kje bi stojance dobile, in tako naprej. In pač klej odgovor je, kje boš najdel pa naslednji izgovor, zakaj se ne da. Ne? In mentor mora tukaj preprečevati, ena prepričanja, da si pametnejši kot kupci, to je ta prva stvar, ki jo je treba
ustavljati, druga je pa ustavljati mašino generiranja izgovorov, zakaj se nečesa ne da. Ja? Ker to se ves čas v resnici počne v tem procesu. Je pa ta proces zahteven, hkrati je pa ta najbolj zabaven, ko v podjetništvu obstaja. Zato, ker tukaj je cel kup ene kreativnosti, reševanja problemov, gašenja požarov, čaranja, mutenja, wow, ne, to je res ono. To je fajn, z ekipo si kot ena, za jest nimaš, pa na picah živiš, piješ Coca-Colo, ne, in generiraš nove ideje. Pol, kar sledi, je mačken manj tako. Ampak problem te faze je, ne, če se vrnem na moj graf, ne, je, da v tej fazi vse sam tone. Ne. Karkoli delaš, večkrat delaš, več denarja skuraš. Se pravi, od tega sigurno ne boš postal bogat. Ne. Bogat začneš postajati ali pa denar začneš generirati, da ne bo kdo meni narobe zdaj vzel, da je meni generacija bogatstva nekaj, kar mora biti cilj. Ampak ko se začne neka prodaja dogajati, ki je edini dokaz prodaje je ne, to, da nekaj deluje, je, da nekaj prodaš. Prej sem vam dal case tistih dveh mojih, ki sta bila toliko razočarana, ker na P2 nista dobila. Pa ste ona dva sta za svoj software imela že 3 aktivne stranke. 3 njihovi bodoči uporabniki so že kupili pri njih, so testirali, jim je bilo všeč. Ampak ona sta naredila krucialno napako in sta dala več teže temu, kaj podjetniški strokovnjaki mislijo o njihovi ideji. Dajte se, veste, podjetniški strokovnjak, to je res triki. Jaz imam doktorat iz podjetništva, pa mi je ful naroden. Veste, ker to je, ne moreš, to je iz podjetniške znanosti, jaz vem vse o metodi, nisem pa najbogatejši, ne, tako naprej. Ampak podjetniški ekspert je zelo triki zgodba. Ne? In se spet vračam k temu. Najboljši strokovnjaki za to, a vaša stvar dela ali ne, so v resnici kupci. Ne? Metoda, kako ste pa dokaj prišli, je pa v bistvu irelevantna. Zaradi tega sem jaz ful pazljiv pri spodbujanju podjetnikov, da naj se na razna tekmovanja prijavljajo. Kaj veste, nimate slabšega, da gre podjetnik, pa gre na neko tekmovanje, pa tam zmaga. Ne? Pa tam še kakšen denar dobi po možnosti. Pol pač to del časa na prodajo, pa ful bo ponosen na se, ko on ima pa najboljšo podjetniško idejo zdaj. Ja, lej, kdo ti sodi o tem, je tvoja ideja dobra? Ne? V bistvu sodijo kupci, vedno. In pa druga stvar, ki je ful nevarna, je ne, preveč mentorjev ali pa preveč ljudi, ki ti svetuje, pa pomaga, je lahko tudi ful nevarna zgodba. Se poznate mnogo babic skila vodete. Ja? In pol jaz enemu nekaj svetujem, pa imam pa enega drugega zraven, ki mu pa drugače govori. Koga naj zdaj pravzaprav posluša? Na srečo je veliko podjetnikov toliko pozicionalnih, da benga ne posluša, pa naredi po svoje. Okay? Ja? Ampak so to nevarne zadeve. Absolutno pa ne boste nikoli falili, ker pa rečeš, kdo pa ima vedno prav, nedvomljivo prav so pa kupci. Se pravi, še enkrat, komisija na P2 ali pa kjerkoli lahko reče, kar hoče. Ampak če kupec hoče to kupiti, kdo ima prav? Ne? Ja, samo je pa strokovnjak. Ja. Strokovnjak zakaj? Okay? To je tako, kot bi jaz rekel, kad dobre cepine prodajam, da vse vem o tem, kako se gnojilo za prodaj zadela. Pač, ja, lahko pomagam v procesu, ne morem pa pamet soliti, kaj je tam prav, pa kaj ne. Ker to ni moja funkcija. Okay? Se pravi, to je ta zgodba. Ne? To sem zdaj povedal takole. Design thinking in a nutshell, to hitro ni še ben to naredil. Ampak zelo hitro gre zadeva, mislim, zelo pomembna zadeva, iskati pač ta product market fit. Na to temo imate ogromen napisanega, lean startup, če hočete, cel kup enih zgodb, ne, ki vam povejo, kako stvari narediti. Poanta je biti pa to narediti čim hitreje in čim ceneje in na način, da tale črta se čim manj noter potegne, za čim manj denarja. Sej to je zdrava kmečka pamet, ampak včasih nažalost ne deluje. Okay? Da, še enkrat, za mene največji junaki so oni, ki začnejo hitro prodajati, ne oni, ki so največ investicije dobili. Vse investitorje moraš tudi prodati, ampak it's tricky.